Današnji posvet bi naj prinesel nekatero izmenjavo izkušenj, potem znanj in tudi dobrih praks iz teh dveh področij, ki se ves čas na nek način prepletata in prekrivata, torej področje turizma in športa. Zato se jaz danes vesel tudi kot župan občine gostiteljice z vsemi vami, da lahko izmenjamo vaše znanje, vaše izkušnje in tudi morda tudi kakšne vaše načrte. Ko razmišljamo o razvoju športa, gledamo kombinacijo učinka na družbo na lokalni ravni, na turizem in na gospodarstvo. Bistveno lažje se bo turizem in šport skupaj razvijal takrat, če bomo imeli regionalne projekte. 200 projektov, če bomo imeli na lokalni ravni, ni nujno, da bodo šli v isto smer. Če pa regije načrtujejo, če bi pri nas imeli dober načrt za Pomurje, kakor tudi drugod, bi država lažje podprla, pa uspehi bi bili večji. Kreiranje novih prireditev je po mojem mnenju eno največ priložnosti, ki jih imajo destinacije. Torej, ne samo pridobivanje, vi se lahko prizadevate pridobiti ugledne dogodke, ki jih pripeljete, ampak še bolj vas lahko pozicionira na globalni zemljevid, če naredite svojo novo prireditev. Biti moramo samozavestni, uporabljati moramo znanje in seveda moramo vedeti, kdo je naša ciljna skupina, ki jo želimo pritegniti in dobiti v svoje kraje. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, z državo, z stroko, ključno. Slovenci tu ne bi smeli imeti problema, ker smo majhni. Ko se izvaja neke tekmovalne aktivnosti, naj bojo na nivoju prispevka telesa, ne pa medalje ali nečesa več. Strateški partner je šport prav gotovo vsake lokalne turistične organizacije. Jaz mislim, da se morajo te lokalne turistične organizacije zavedati, da morajo vključevati v svoje delo okolje športna društva, zelo pomembno lokalna športna društva, ki imajo zelo velik vpliv in se morajo povezati s turizmom in ponuditi svoje vsebinske storitve, ki jih imamo. Smo nekako zavezani v prihodnje, smo tudi prvi dobitniki zlatega trajnostnega znaka v Pomurju, Slovenija Green Gold. In nekako vidimo v prihodnosti priložnost v razvoju zelenega turizma, seveda z rokov z športnimi aktivnostmi in na osnovi tega danes skozi ta posvet iščemo tudi priložnosti, izzive, sinergijo. Področje športa in turizma je na področju Pomurja močno prepleteno, močno povezano in ravno ti produkti, kot so pohodništvo, kot so organizirani pohodi in pa potem kolesarske ture, ki se izvajajo individualno in pa organizirano, predstavljajo res en velik potencial v prihodnosti. Predvsem zakaj? Zato, ker turizem niso zgolj in samo številke, ampak turizem smo ljudje. Gorski turizem je po celem svetu zelo razvit in predvsem tukaj v Prekmurju nudi marsikateri multiplikativni učinek. Nekako želim izzvati lokalne ponudnike, da se nam pridružijo, da te golfiste, ki prihajajo iz držav celotne Evrope, potem tudi povabijo k sebi, da jim pokažejo vso to širokogrudnost Pomurja, ki ponuja odlično kulinariko, prijazne ljudi in marsikatero zanimivost. Nagovorijo jih, povabijo k sebi, da ti golfisti odidejo domov s še lepšimi vtisi in potem svojim prijateljem povedo, kako lepo je bilo pri nas in se skupaj vrnejo. Marsikaj se da narediti, vendar, dokler mi ne bomo imeli v Sloveniji regij, da bomo mi lahko tako od Venetu v Italiji ali pa Gornja Štajerska v Avstriji imeli svojo vizijo in strategijo razvoja in promocije slovenskega športnega turizma v regijah in da bomo imeli 27 županov, ni šanse, da bomo mi kaj naredili, da bi promovirali športni turizem ni samo postelja pa dvorana, tako smo slišali, temveč je še marsikaj drugega, torej sparing partner in tako naprej. Na današnji predstavitvi bom predstavil učinke organizacije enega svetovnega prvenstva. Konkretno gre za organizacijo svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za mladince v Novi Gorici. Pogledali si bomo finančne, turistične in pa športne učinke te prireditve na lokalno okolje in na državo. Mi smo zelo veseli in tudi počaščeni, da se je to pri nas dogajalo. Pri nas to itak sovpada, in turizem in šport.
Naši gostje, v bistvu smo mi kot butična destinacija in se je treba z njimi kar ukvarjati. In tudi ta šport sovpada s turizmom. Naši gostje so stalno bolj zahtevni, stalno več je treba se z njimi ukvarjati. Nudimo jim stalno bolj inovativne razvojne programe in se trudimo, da jim je lepo pri nas. Navadno so pri nas srečni in te srečne goste se tudi vračajo, to, kar dokazujejo.